Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, dovolite mi, da pričnemo z 26. sejo občinskega sveta občine Selnica ob Dravi. V naši sredini prav lepo pozdravljam predsednika nadzornega odbora, občinsko upravo, poročevalce, predstavnike vaških odborov in seveda tudi vašega župana. Po pregledu, bom rekel, smo sklepčni, nas je dovolj, tako da lahko nadaljujemo z našo 26. sejo in s tem smo tudi zaključili prvo točko. Prehajamo na drugo točko in sicer obravnava in sprejem dnevnega reda. Kot vabilo ste dobili dnevni red z predlaganimi naslednjimi točkami, oziroma 13 točk ima današnji dnevni red. Ima kdo kaj za dopolniti k predlaganemu dnevnemu redu? Vekoliko ne, prosim, da z dvigom rok potrdimo današnji dnevni red. Hvala lepa. Jaz bi kar tukaj ob tej priliki, glede na to, da smo potrdili ta dnevni red, predlagal zadevo in sicer mi imamo prehiter sem bil, mi imamo pod točko 5 odlok o proračunu občine Selnica ob Dravi 2018. Glede na to, da imamo za dve točki in sicer za točko 6 in za točko 8 goste oziroma poročevalce na omenjeno gradivo, ste za takšen predlog, da predstavimo ti dve točki takoj za informacije župana, da ne bi obremenjevali naše goste oziroma naše poročevalce z vsebino, ki se tiče samo nas. Ste za takšen predlog? Hvala lepa. Soglasno. Hvala lepa. Prehajamo na tretjo točko in sicer potrditev skrajšanega zapisa 25. redne seje. Tudi ta zapisnik je bilo kot gradivo prijeto vsem nam. Ima kdo kakšno dopolnilo oziroma odpiram razpravo na omenjen zapisnik prejšnje seje? Koliko razpravljavcev ni, prosim, kdo je za takšen zapisnik, da ga tudi z dvigom rok potrdimo. Hvala lepa, soglasno sprejeto. Prehajamo na četrto točko in sicer informacije županov. Gospod župan, lepo prosim. Lepo zdrav tudi z moje strani, vsi gosti, svetnice, svetniki, nadzorni odbor, vaški odbori. Točka 4, kot veste, je zmeraj informacije župana in bi jaz pri informacijah začel kar tako, da je bilo, ker se najbolj nanaša na občine, mi smo v zadnjih tednih, zadnjih mesecih se dosti pogovarjali v zvezi z energetskim zakonom, ki ga je skupina poslancev dala v obravnavo v parlament, in ta energetski zakon bi lokalne skupnosti, predvsem občine, zelo obremenil z manjkom sredstev. Tako da smo z zelo, bom rekel, veliko akcijo tudi uspeli zagotoviti, da v državnem zboru ta energetski zakon ni bil sprejet. Če bi ga sprejeli, bi pa to pomenilo, da bi zopet na postavki vodne pravice oziroma koncesije za rabo reke Drave občina Selnica bila prikrajšana za približno 150.000 evrov. Mi smo že v tem sklopu, kar sem že govoril prejšnjokrat, pa že zadnjo leto, v zadnjih 2 letih smo mi izgubili iz tega naslova približno 250.000 evrov, že takoč. Tako da to so sredstva, ki ga imamo ob Dravske občine, edini, bom rekel, vir, ki ga imamo za razvoj, ne za investicije, tako da smo lahko zadovoljni, da smo skupaj z župani, tudi z poslanci, potem večinoma z tega našega območja uspeli, da pa zakon ni bil sprejet. Tako da to je ena zelo dobra stvar, pozitivna, da nam še naprej omogoča do nadaljnjega takšno financiranje, kar je v bistvu osnova. Mogoče bi samo to povedal še, da je bil še kar še pa slabši, je pa v bistvu sta bila 2 poslanca z mariborskega okoliša, ki sta ta zakon predlagala, tako da je še stvar res žalostna in pa tudi treba povedati, da se posamezniki menda sploh ne zavedajo, od česa živijo lokalne skupnosti ob Dravi, zakaj se je to gradila infrastruktura in da so to v bistvu ta dajatev koncesija, ki jo v bistvu daje država Slovenije. Se ne daje Dravske. Dravske so pač proizvodnje, ampak so lastniki 100% država, gledajo neposredno z države. Z tega stališča je to v bistvu zato, ker je to neka vrste renta zadnjih 100 let, kar se v tej Dravski dolini pač zgrajene etarno. Teda to je ena dobra stvar, ki lahko rečemo, da začnemo pozitivno. Tudi, kar se tiče ozirnega poročilo na revizijsko poročilo, ki je bilo pri nas, vete, za leto 2008-2012, je bila to ena taka tekoča revizija, ki je pač ugotavljala poslovanje občinske uprave z izjemnimi odloki, z zakoni in glede na to, da je bilo takrat kar to dolgo tu, so ugotovili neke
neke manjke, neke pomanjkljivosti. Ko se že opazili, smo že mi v prejšnjih sklicih oziroma sejah tudi nekaj odlokov dopolnili, spremenili, tako da smo mi zdaj v tej fazi pripravili in je občinska uprava z direktorstvom na čelu poslala to odzivno poročilo Računskemu sodišču, da smo to tudi odpravili, kar je bilo naša naloga. Tako da odloke imamo zdaj usklajene z zakonodajo, dosti takih je bilo, ko ste videli samo nekih stvari v zvezi s samimi členi, z nekimi stavki, skratka morali smo uskladiti. Pri nekaterih stvari smo bili pa zadnje, tako da v vsakem primeru smo to sedaj upravili. Naslednja informacija bi bila, da smo mi zdaj dejansko pripravili dokumentacijo za pešpot od Šturma do Fale. To je zelo podobna stvar, kot imamo že narejeno za kolesarsko in pešpot od Fale do Bistrice. To je faza edinega projekta, kar pomeni, da bomo lahko potem v celem potegu v bližnji prihodnosti tudi dali narediti idejni projekt oziroma samo dokumentacijo, ki bo omogočala samo gradnjo. Te pravi, v tem letu pričakujem tam nekaj do srede maja, junija, da bomo imeli tudi dokumentacijo pri sebi in tudi bomo že dobili od direkcije za ceste, kaj moramo se upoštevati. Skratka, trasa je določena, geometri so odmerili, tako da večinoma se pa gibamo po zemljišču od Republike Slovenije. Tako da ni nekih posegov na privatna zemljišča, ker vemo, da bi potem bili kar veliki problemi. Kot ste opazili, smo zdaj v končni fazi postavili avtobusna postajališča, sicer še ni gor strehe, ampak je potem pač sneg prekinil, ampak skratka stojita oba postajališča v centru Selnice, ko ste videli, sta lepa, oboje stransko sta odprta, tako da svetnica Bernarda, ki je dala pobudo, sedaj lahko tudi v naravi vidimo, da to stoji. Skratka, bilo je pač takih pogojev, ker je bil izvajalec odsotni, bil je v tujini, tako da z tega stališča je bilo tudi oproščeno, da smo zavlekli za nekaj mesecev. Tudi v kratkem je bilo na odboru za negospodarstvo, pa tudi mi smo potem videli na samem spletu, da so objavljeni razpisi za energetsko sanacijo v javnih stavbah, tako da imamo tudi nalogo občinska prava z vsemi temi posamezniki, pa z osnovno šolo, se bomo prijavili na ta razpis, mi bomo vse dokumentacijo pripravili, kot veste pa imamo v Gradišču v planu sredstva vrtca in šole Selnico, da bomo energetsko obnovili fasado v Gradišču, tako da bomo probali tudi v tej smeri kakšen dar pridobiti. Vse pa gre to za njih, mislim, da 20%, samo vrednosti 25%, tako da niso velika sredstva, ampak vsekakor bomo mi poskušali vsaki evro, če se bo le dal, da ga pridobimo in s tem zmanjšamo naše odhodke z naših virov. Isto za Gradišče vemo tudi, da bo letos se izvajala ta športno igrišče, bomo razširili, pa bomo tudi naredili razsvetljavo, tako da bo letošnje leto v Gradišču kar veliko teh zadev. Potem, kot veste, je tudi bila informacija, da bomo gora na Slimenski šoli tudi zamenjali stavbno pohištvo, to je en plan, na Duhu pa bomo poskušali narediti to cesto proti šoli, ki je naša, v naši lasti. To je ta. Istočasno pa bi tudi povedal, da je bilo tudi večkrat razpravljah od svetnikov v zvezi z vodooskrbo za proti Duhu v Bistrici, tako da smo mi tudi dokumentacijo prijavili na te razvojne projekte, se pravi perspektiva 2017-2022 in smo tudi s to dokumentacijo, ki jo imamo, povedate, da imamo že gradbeno dovoljenje, imamo že tudi zemljišča, tako da smo prijavili ta projekt na razvoj regij v višini 610 000 evrov, tako da računamo, da če bo to uspešno, ker smo zdaj poslali na ministrstvo za gospodarstvo, tako da tudi ta vodni vir v Bistrici, kot smo rekli, bomo poskušali dobiti evropska sredstva, kajti sami takšnega denarja tako nimamo. Tako da širitev vodovodnega omrežja, kot je bila že rečeno, bomo izvajali. Pa še zadnja informacija, kot veste, smo imeli mi, v soboto so bile te stojnice, ki so bile pri gospodu Brezniku za prodajo. Sedaj se cela zgodba seli tudi za medije, moče dobro, da se pove, da se seli pred Hram kulture in bo vsako soboto tam se vršila ta odprodaja domačih izdelkov, a tržnica, po domače. Skratka, tam bi naj zdaj to bila, tako da nekaj je bilo že obveščeno na Facebookih, pa zdaj ponovno, pa tudi prav je, da še v obliki teh medijev to povemo, da bo ljudje hodijo malo do Hrama kulture. Toliko za enkrat. Hvala lepa, gospod župan, za podane informacije. Glede na to, da smo se odločili, da bomo spremenili vrstni red, prosim
gospod, ki zapisuje zapisnik, da bo tukaj malo pazljiva, tako kot jaz. Da ne vem, kaj za... Okay, prihajamo na 5. točko in sicer tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v občini Selnica ob Dravi. Poročevalka je gospa Petra Hercog, predstavnica podjetja Snaga in lepo prosim, besedi. Lepo pozdravljeni v mojem imenu. V skladu z odlokom, po katerem seveda izvajamo gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki v občini Selnica ob Dravi, smo skupaj z občinsko upravo pripravili tehnični pravilnik, s katerim praktično bolj konkretiziramo izvajanje naše službe. Prepričana sem, da ste ga prebrali, govorimo o samih povzročiteljih, govorimo o velikostih posode, govorimo o uporabnikih, zbiralnic ločeno zbranih frakcij, o katastrih, skratka o vsem tem, kar moramo imeti dorečeno na eni strani vi kot tisti, ki nam je zaupal izvajanje te javne službe in seveda na drugi strani mi kot izvajalci javne službe, zaradi tega, da lahko poteka učinkovit nadzor nad našim delom, da lahko podajamo občanom enake informacije, kar je zelo pomembno, se pravi, da smo tukaj usklajeni. Hkrati pa seveda nikoli ni odveč imeti vsa pravila jasno zapisana na listu papirja, tako da ta tehnični pravilnik je sedaj pripravljen, dejansko usklajen tudi s stanjem, kot je danes na samem terenu. Malce smo pogledali tudi v prihodnost, kar se tiče tistega dela, kjer pravilnik govori o obdelavi in pa o odstranjevanju odpadkov. Gremo torej v smer krožnega gospodarstva, k temu je zavezana strategija našega podjetja. Tako da to je v kratkem to, če je kakšno vprašanje, z veseljem odgovorim na nje. Hvala lepa za enkrat. Točka je bila obravnavana tako na statutarno-pravni komisiji, kakor na odboru za gospodarstvo. Prosim, stališča statutarno-pravne komisije, da nam poda predsednik Tomislav Slivnjak. Torej, statutarno-pravna komisija se je seznanila z zadevnim tehničnim pravilnikom o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v okviru obravnavanega skrajšanega postopka in ga predlaga v sprejem občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi. Skrajšanem postopku seveda. Hvala lepa. Hvala. Prosim predsednika Slobodana Tataloviča, da nam poda stališče odbora za gospodarstvo. Tudi odbor za gospodarstvo je razpravljal o tem tehničnem pravilniku in sprejel naslednji sklep. Odbor za gospodarstvo se je seznanil s tehničnim pravilnikom o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v občini Selnica ob Dravi in ga predlaga občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi v sprejem po skrajšanem postopku. Hvala lepa. Vsebino pod zaporedno številko 5 današnjega dnevnega reda odpiram razpravo. Prosim. Nimam dosti, pač pa v 7. členu frekvenca odvoza. To, kar mi je najbolj spadlo v oči. In sicer, prvi odstavek govori, da IJS mora zagotoviti prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov na območju občine najmanj enkrat na 4 tedne. To je prvi odstavek. Drugi pa pravi, mora zagotoviti prevzemanje bioloških odpadkov na območju občine najmanj enkrat na 14 dni. Dni v zimskem in pa enkrat tedensko v letnem času, pri čemer je na zimski čas upoštevano obdobje od 1.12. do 31. Zdaj pa, kjer je prav prvi odstavek od druge? Oba sta dejansko pravilna zaradi tega, ker se prvi odstavek nanaša na mešane komunalne odpadke, ki jih zbiramo v črni posodi, drugi odstavek pa na biološke odpadke, ki jih zbiramo v rjavi posodi, kar pomeni, da kot izvajalec javne službe ločeno pobiramo ti dve frakcije, se pravi črno posodo ločeno pobiramo pa biološke ločeno. Hvala lepa za tak hiter odgovor, naslednjič pa bi prosil, da greste, ker so to zadeve, ki tudi zanimajo naše občane. Vse kamera potegne, po mojem gospodu. Hvala lepa. Razprava je še vedno odprta. Kolikor ni razpravljalcev, razpravo zapiram in prehajamo k stavitvi sklepa. Predlog sklepa je sledeč. Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v občini Selnica ob Dravi po skrajšanem postopku. Kdor je za takšen sklep, prosim, da z dvigom rok potrdi. Soglasno od 13 prisotnih, soglasno potrjeno. Hvala lepa.
Gospa, najlepša hvala. Pa srečno pot. Ja, hvala. Lep dan še naprej. Prehajamo na 6. točko in sicer odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, skrajšan postopek. Poročevalec vsebine je gospod Marko Turčin, predstavnik javnega zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Lepo prosim. Ja, hvala za besedo, lepo zdrav v mojem imenu, lepo zdrav v imenu Zdravstvenega doma. Zdaj, tukaj prosimo za potrditev spremembe našega odloka, saj smo dobili strani Ministrstva za zdravje poziv, da doregistriramo šifro Q88109 in to je drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe. Kot sami veste, kot ste že slišali, v sprejemanju je zakon o dolgotrajni oskrbi, še predtem pa želi ministrstvo dati en razpis, ki bo že, se pravi, v okviru tega projekta testiral te določene prvine, ki bodo v samem zakonu noter. In dokler da mi te šifre nimamo registrirane, se na ta razpis tudi ne bomo mogli prijaviti. Zdaj, nam to dejavnost, tudi je varovalka noter, piše, da lahko to, se pravi, navedeno dejavnost lahko v okviru veljavne zakonodaje zavod opravlja samo izven javne službe kot spremljajočo dejavnost. Stvar je namreč sledeča, da ta šifra načeloma je za socialno varstvo, zdaj pa ne me narobe razumeti, nam ni zato, da bi posegali v socialno varstvo, ampak nam je zato, da v bistvu zdravstveno varstvo izvajamo naprej, kot je sedaj. To se morda malenkost hecno sliši, vendar socialno varnost so tukaj drugi zavodi, ki v tem in druge inštitucije, ki tukaj delujejo. Nam gre za to, da bomo tiste zdravstvene storitve, ki so zdaj že plačane iz košarice zdravstvenega zavarovanja in bodo prešle v drugo košarico, da bomo lahko to tudi naprej izvajali in dobili plačano. Zelo karikirano, prevez rane do pol leta lahko bomo izvajala naša patronažna sestra, kasneje pa več ne, ker bo financirano iz drugega vira. In vkolikor mi tega nimamo registrirano, se ne bomo mogli prijaviti, ne bomo mogli kandidirati za tista sredstva in enostavno si ne želimo priti v situacijo, ko mora reči pacientu, oprostite, od danes dalje vas več ne moremo oskrbeti zaradi tega, ker nimamo tega in ni plačana zadeva. Zato želimo to doregistrirati, da bomo lahko zagotovili kontinuiteto zdravstvenih storitev. Hkrati s tem pa želimo tudi spremeniti in sicer sam odlok je bil sprejet po klasifikaciji iz leta 2002, vmes se je sama nomenklatura klasifikacije spremenila in želimo samo to poimenovanje tudi zdaj urediti. Hkrati pa želimo v bistvu izločiti določene storitve oziroma določene registracije, ki jih dejansko več ne upravljamo in sicer K71330, to je dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem, G50.200, to je vzdrževanje in popravila motornih vozil, K71.100 dajanje avtomobilov v najem in K71.340 dajanje drugih stroj in opreme v najem, ker zavod enostavno tega ne izvaja in to tudi ni tisti glavni vzvod oziroma glavna motivacija našega delovanja. Mestna občina Maribor je že sprejela sklep, se pravi takšno spremembo odloka, tudi ostale občine, nekatere so že sprejele takšne, nekatere so zdaj ravno tudi tako kot vi v sprejemanju te zadeve in ko vse občine ustanoviteljice sprejmete spremembo tega odloka o spremembah, potem je objavljeno v medobčinskem uradnem vestniku in potem mi lahko spremenimo dejansko tudi naš odlok. Zdaj, moram se malenkost tudi pohvaliti, ravno prejšnji teden smo dobili tudi sklep strani Ministrstva za zdravje, da smo uspešno kandidirali na razpisu, kjer bomo zdaj naše zdravstveno vzgojne centre dejansko preoblikovali v centre za krepitev zdravja. Gre za 2-letni projekt, ki bo dejansko razširil nabor teh zdravstvenih delavnic za, se pravi, tako kot je opuščanje kajenja, potem, zdrav slog, spoprijemanje z tesnobo in s temi zadevami in bomo ta nabor delavnic enostavno zdaj tudi razširili, zato bi se želel tu še enkrat tudi zahvaliti občini, ker je prisluhnila in zelo hitro tudi podala pooblastilo mestni občini Maribor, da se lahko tudi prijavila na sklop 2, kar pomeni, da bomo lahko tudi zagotovili prostore za izvajanje tega centra za krepitev zdravja. To je v višini 300.000 evrov, gre za nadgradnjo, Ministrstvo za zdravje pa vse refundira. Za same vsebine, za izvajanje v 2 letih pa je ta projekt vreden 750.000 evrov, tako da res hvala občini.
zdaj pa vas tudi prosimo za to, da lahko tudi z ostalimi projekti čim več denarja pripeljemo noter v hišo, v regijo, da zagotovimo maksimalno možno oskrbo pacientov na najvišji možni kakovosti. Lepa hvala. Hvala lepa. Točka je bila obravnavana na statutarno-pravni komisiji in na odboru za negospodarstvo. Prosim stališča statutarno-pravne komisije, da poda predsednik Tomislav Slivnjak. Pravkar predstavljen odlok je bil obravnavan tudi na statutarno-pravni komisiji, ki ga predlaga v obravnavo in sprejem občinskemu svetu po skrajšanem postopku. Hvala. Stališča odbora za negospodarstvo bo nam podala predsednica Liljana Zorko. Pozdravljeni. Tudi odbor za negospodarstvo se je seznanil z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor v skrajšanem postopku in ga predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v skrajšanem postopku. Hvala lepa. Dajem vsebino pod zaporedno številko 6 današnjega dnevnega reda v razpravo. Vkolikor razpravljavce ni, zapiram razpravo in prehajamo k predstavitvi predlaganega sklepa. Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, skrajšan postopek. Kdor je za takšen predlog sklepa, naj z roko ga tudi potrdi. Soglasno sprejeto. Hvala lepa. Prehajamo na 7. točko in sicer odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2018, druga obravnava. Tukaj bom dal predhodno ene smernice oziroma ene informacije. V proračunu za drugo obravnavo so bile upoštevane pripombe iz razprave in so vključene v predlog proračuna za drugo obravnavo. 15.2.2018 so bili pravočasno posredovani amandmaji, ker pa predlagatelj z njimi ni pojasnil, kako bo zagotovil proračunsko ravnovesje, se amandmaje po 92. členu poslovnika občinskega sveta ne vključi v razpravo in odločanje. Prosim poročevalko Simono Grušovnik, svetovalko iz občinske uprave Občina Selnica ob Dravi, da nam predstavi odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi, druga obravnava. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Predlog proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2018 v drugi obravnavi se nekoliko razlikuje od prve obravnave. Predstavila vam bom spremembe. Načrtovani skupni prihodki za leto 2018 so zmanjšani za 64.765 evrov. Gre v bistvu za povratna sredstva po zakonu o financiranju občin, ki smo jih morali po navodilu Ministrstva za finance preknjižiti v račun financiranja. Načrtovani skupni odhodki pa so v primerjavi s prvo obravnavo proračuna nespremenjeni, znašajo 3.845.317 evrov. Prerazporeditve odhodkov, ki pa so narejene v primerjavi s prvim branjem, pa temeljijo na razpravi o prvem branju odloka o proračunu in pa spremenjenih okoliščinah, ki so se pojavile v času javne razprave. Župan in občinska uprava smo v skladu s svojimi možnostmi skušali upoštevati vse predloge, ki smo jih, oziroma pripombe, ki smo jih dobili na prvo obravnavo. Tako smo v predlogu proračuna spremenili naslednje postavke. Povečali smo postavko družbeno koristnega dela za 650 evrov, ker so se v tem času že pojavila povpraševanja po tej obliki dela. Potem gasilski zvezi Ruše smo dodali 700 evrov zaradi dodatnih stroškov zavarovanj za gasilce. Glede na prejet razrez stroškov smo morali dodati Dravski kolesarski poti še 2400 evrov.
Na pobudo odbora za negospodarstvo smo dodali 5% na razpisih za delovanje športnih in kulturnih društev in pa 3000 evrov za fitness naprave na Jabolčni poti. Večino sredstev smo pridobili na postavkah župana, kjer smo racionalizirali porabo na področju prireditev, reprezentance, pokroviteljstva in v skladu z podanim planom seje občinskega sveta smo tudi lahko zmanjšali delno sejnine svetnikov. V skupni višini smo tako prerazporedili 9500 evrov odhodkov. V bilanci B sprememb ni, v bilanco C pa, kot sem že omenila pri prihodkih, smo v zadolževanje dodali povratna sredstva zakona o financiranju občin, ki pa se ne vštevajo v kvoto zadolževanja. Sprememba je tudi v NRP-ju, kjer namesto ceste Fašnik uvrščamo v leto 2018 Mariborsko cesto od številke 27 do 31 v isti višini. Rezultat vseh treh bilanc proračuna je negativna sprememba sredstev na računih v višini 188 472 evrov, ki se pa pokriva z sredstvi, ki so prenešena iz preteklih obdobij in je v bistvu enaka kot v prvi obravnavi. Hvala lepa. Hvala. Točka je bila obravnavana na statutarno-pravni komisiji, odboru za negospodarstvo in odboru za gospodarstvo. Prosim stališča statutarno-pravne komisije, da nam poda predsednik Tomislav Slivnjak. Odlok o proračunu za leto 2018 je obravnavala tudi statutarno-pravna komisija in ga predlaga v obravnavo in sprejem občinskemu svetu. Hvala lepa. Prosim, stališče. Pardon. Poslovnik. Poslovnik. Spoštovani, 3 dni pred sejo občinskega sveta za drugo branje proračuna sem poslal amandmaje in sicer skladno z 79. členom tega našega poslovnika. Tukaj je bilo odgovor, da bi moral v amandmaju tudi pripisati odkot sredstva. V nobenem členu poslovnika napiše, da bi moral v amandmaju tudi sam odločati, katera sredstva na katerem področju vzeti, da bi lahko popolno na katerem drugem ali pa predlaganem. Skratka, tega nikjer ni in tudi tako sem upošteval. Vekolikor bi bilo v poslovniku, v katerem členu, bi zagotovo tako ravnal. Ker pa tega ni, pač ni mi bilo potreba, ker imamo občinsko upravo oziroma župana, ki so strokovno usposobljeni kot pripravljavci, da bodo to mnenje, katero sem pač v samem predlogih podal, bi ga lahko obrazložili in mi danes tudi povedali, kje so razlogi, da jih ne sprejme. Ne pa zgolj niso bili, ker nikjer ni določeno, po katerem členu bi to moral storiti. Hvala lepa. Hvala. Glede na to, da je to vsebina, ki se navezuje na poslovnik, prosim direktorca, da poda odgovor. Pozdravljeni. Hvala za besedo. Gospod Fras, ni res, da ne piše v poslovniku, v mesecu januarju smo vam dali novelirane poslovnike, ampak te vsebine nismo spreminjali, že v starem poslovniku je isto pisalo in predsedujoči je povedal, da zaradi 92. člena, ker niste upoštevali z amandmaji uravnoteženosti proračuna, se ne morejo dati v razpravo in odločitev. In gledajte, v 92. členu, 1., 2., 4. člen piše, pač ne 4. odstavek, 6. odstavek. Vsak amandma mora upoštevati načelo proračunskega ravnovesja. Predlagatelj amandmaja mora natančno navesti, iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in zakaj se namenijo. Če predlagatelj ne pojasni, kako se bo zagotovilo proračunsko ravnovesje, župan amandmaje umakne iz razprave in odločanja. Vi veste, da v prvi obravnavi lahko razpravljate, pišete pripombe, želje, potrebe in v prvi obravnavi smo sprejeli proračun in po našem poslovniku, ki ste ga sprejeli, pa lahko na drugi obravnavi samo z amandmaji. Sej smo povedali,
v uvodu. Tudi piše, mi smo na ta način, da je predsedujoči povedal, drugače pa zelo natančno piše, kako se amandmaji obravnavajo, kdo kaj naredi in kdo kaj pojasni, kaj je vključil in kaj ni vključil. In zato smo, preden smo predstavili proračun v drugi obravnavi, povedali, da smo pravočasno prejeli amandmaje, ampak zaradi tega 92. člena ne morejo iti v razpravo in odločati. Žal. Takšna pravila imamo, takšna smo sprejeli in se z njimi strinjali in jih moramo spoštovati vsi. Hvala lepa. Nadaljujemo po ustaljenih smernicah in sicer prosim, kdo je zdaj ostal? Predsednico za negospodarstvo nam poda njihova stališča. Odbor za negospodarstvo je po obravnavi in po razpravi predlaga občinskemu svetu Selnice ob Dravi, da sprejme odlok o proračunu občina Selnica ob Dravi za leto 2018 v drugi obravnavi. Hvala lepa. Prav tako stališče odbora za gospodarstvo, prosim, da nam poda predsednik Slovan Tatalović. No, tudi odbor za gospodarstvo je razpravljal o proračunu, ugotavljal, da je proračun v drugi obravnavi. Odbor se je seznanil z pojasnili župana, da so vse pravočasno sprejete pobude upoštevane v takšni ali drugačni obliki in je na to odbor sprejel naslednji sklep. Odbor se je seznanil z odlokom o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2018 in ga predlaga občinskemu svetu v sprejem v drugi obravnavi. Hvala lepa. Vsebino pod zaporedno številko 7 današnjega dnevnega reda dajem v razpravo. Prosim. Lepo prosim, v tem času, samo to bom povedal, lepo prosim, držimo se tudi poslovnika, kaj se tiče omejitve časa razprave. Spoštovane svetnice, svetniki, gospod župan, občinska uprava, gostje. Pred mesecem nismo sprejemali prvo branje proračuna občine Selnica ob Dravi, ker je v postavki 1302 cestni promet in infrastruktura v zadnji postavki bila navedena izvedba izgradnje ceste Mihelič-Fašnik v znesku 25 000 evrov. Sedaj v drugem branju proračuna je ta postavka spremenjena in se isti znesek 25 000 evrov nanaša na izgradnjo Mariborske ceste od številke 27 do 31. Moje vprašanje, proračun se pripravlja dokaj dolgo načrtno, sedaj se je ta postavka iz prejšnje seje do današnje spremenila. Zakaj? Ali je možno, da se izvedeta obe cesti? Moj predlog, kot vemo, ima gospod župan vsako leto na razpolago 50 000 evrov za lastno razporejanje proračunskih sredstev ali pa po lastni presoji. Menim, da bi bilo potrebno obe cesti izvesti, saj sta obe enakega pomena, tako na hribovitem področju, kot tudi v sami občini Selnica ob Dravi. Hvala. Hvala lepa. Jaz prosim, kako poročevalko od župana, da se zabeleži to vprašanje in bo potem na koncu tudi, koliko kdo bo za to tudi dal odgovor. Razprava je še vedno odprta. Prosim. Proračuna občine Selnica ob Dravi drugo branje za leto 2018. Najprej moram povedati, da nisem zadovoljen z predloge predlagatelja, ker 78. člen poslovnika jasno določa, pred pričetkom druge obravnave predlagatelj mora pripraviti novo besedilo predloga odloka, pri čemer na primeren način upošteva stališče in predloge iz prve obravnave oziroma jih utemeljeno zavrne. Predlog odloka je na mizi in je skladno z 78. členom, nikakor pa ni upoštevan 78. člen poslovnika, ki v zadnjem odstavku jasno pove, da predlagatelj odloka mora utemeljiti zavrnitev predlogov prvega branja proračuna, vsaj iz mojih predlogov ni sledi, ki bi utemeljevali zavrnitve. Ker ni za ničemer utemeljeno, sem pripravil 7 amandmajev k odloku proračuna, skladno z poslovnikom sem je tudi poslal direktor občinske uprave, ki mi je bilo pojasnjeno, vendar polovica teh odlokov nima dobene finančne posledice, vendar samo za izvajanje nalog, ki bi jih bilo nujno potrebno izvesti. Skratka, tada, ja, če ostalo ste menili, da mi pač ne upoštevate, tudi nisem pričakoval, da bi jih upoštevali. Da se izgubljena investicija
Torej, povedano, da je prave, ker se pa tiče spremembe javne poti Mihalič-Pašnik, ki je bila zelo utemeljena in vehementno iz strani župana predstavljena celo z izgovorom, imamo zapisano strategijo, zato je seveda tudi bila v prvem branju proračuna, ne vzdrži obrazložitev za prenos investicije na pobudo občanov, prenešena sredstva za investicijo ceste ob Mariborski cesti. Smo mogoče, ali pa ste mogoče vprašali občane trase Mihalič-Pašnik, da se obljubljena investicija prenese drugam, tudi zato je podan predlog amandmaja, da se cesta Špringe-Šantl uvesti v proračun. Glede, če občane imajo vpliv oziroma da spremembo postavke, je pač ena bosa, da so zdaj oni vplivali, da se investicija, ki je že bila tukaj na prvem branju, ne uvrsti ali pa ostane v samem proračunu. Skratka, ker pa je bilo tako enostavno prenešeno, sem v svojem amandmaju predlagal, da se cesta Špringe-Šantl uvesti v proračun, ker je že nekajkrat bila na postavki za izvedbo investicije. Razlog, ki ga župan opravičuje za predstavitev avtobusne postaje, ne vzdrži in nima dobene strokovne podlage. Pred 14 dnevi obljubljena kolesarska pot 5 Ruški most v vrednosti 22 000 je ni v proračunu. Civilna iniciativa obžaluje, da se dogovora župan ne drži. Žal jih je dan, žal jim je, ker ni zapisnika, očitno ustni dogovor ne vzdrži. Drugič bomo bolj previdno ravnali, kaj pa obljuba kolesarske poti Šturm Elektrarna Fala, tudi zgolj ustna obljuba, ki je pravzaprav v letošnjem proračunu ni in tudi letos ne bo. Tako da tisto, kar je prej župan tukaj govoril o tej poti, čez da bo dokumentacija, je zgolj iz tistih mojih amandmajev prenešena oziroma pojasnjena. Skratka, jaz v to ne verjamem, ker pravzaprav obljube, ki so podane, so bolj za lase potegnjene. Hvala lepa. Hvala lepa. Glede na to, da je en del vprašanja oziroma razprava svetnika bila naslovljena, kar se tiče poslovnika. Kar se tiče poslovnika, zato bi prosil, da direktorica poda odgovore oziroma tisto, kar je zahtevano od strani svetnika. Jaz bi še samo enkrat poudarila, da besedilo, ki piše v 78. členu, to je bilo narejeno. Mi smo spremenili tekst proračuna iz prve v drugo obravnavo, glede na to, da smo upoštevali vse podane in prejete spremembe in nove predloge. Kar se tiče tega, da se ne morejo obravnavati, da niso vsebinsko in vrednostno spreminjali proračuna, to ravno ne drži po amandmajih, ki sem jih prejela, zaradi tega, ker vsak amandma mora imeti vsebino z vrednostjo in upoštevati uravnoteženost proračuna, kakršnega smo že v prvi obravnavi sprejeli. Kajti poslovnik nam jasno piše, da se lahko razpravlja samo o uravnoteženem proračunu. Če proračun ni uravnotežen, ga niti v prvi obravnavi ne moremo sprejeti. Tako da tukaj ne moremo spreminjati, to so fakti in tu se ne da delati drugače. In jaz mislim, da je to dovolj jasen razlog in nespodbiten, zakaj se v bistvu amandmajev ne da upoštevati, če niso upoštevali uravnoteženega pravila. Samo v tem je stvar. Hvala. Glede na to, da samo da ja, mogoče bo treba še prežupani, kar pa čakajte. Jaz bi bil za to, da če vi podate odgovor, ker so bili vaši, je bilo kar nekaj pomislekov in tudi... Glede, jaz sem razpravljal gospoda Frasa tako kot navajen, tako da se ne sekiram, ampak beseda vehementno, jaz nikoli ne uporabljam, to uporabljaš ti. Druga stvar je, na prvem branju in na odborih smo sprejeli 100% vaše predloge. Gospod Fras, glasoval si vse za, sedaj pa priješ gor, pa govoriš, da ne držimo besede, tako da zavrnitve z veliko ni bilo dobene.
kar bi lahko ti potem rekel, da bi morala občinska uprava z županom odgovoriti, zakaj nismo sprejeli. Se pravi, zavrnitve ni bilo dobene. Vse predloge odborov in komisij lahko potrdijo člani, da ne bomo zmeraj s tabo debatirali, člani, da so predlogi, ki so bili podani na odborih, 100% upoštevani v drugem branju proračuna. Se pravi, trditev, ki si jo rekel, da bi morali mi potem odgovarjati, zakaj smo zavrnili, ni osnove. Amandmaje je povedala direktorica Slevnikova, zakaj jih ne obravnavamo, zato ker ne sedijo. Meni ni noben problem, da lahko se mi razpravljamo v prvem branju s takimi amandmaji, cesto noter, cesto ven, pa še kaj drugega. Ne? Se pravi, vehementno jasno uporabljam besede, jih uporabljaš ti. Potem zaradi lastništva, zakaj smo mi cesto, ko je rekel, da jaz se ne držim besede. Glede na izkušnje 15 let bojo že drugi rekli, da se držim, ali se ne držim. Teda tega, to je tvoja ideja in imaš to pravico, da lahko rečeš, kaj hočeš. Skratka, v prvem branju smo imeli plan, da naredimo te ceste. Viri sredstev so bili znani. 21. člen pa 23. člen. In potem so bili pogoji, da se za te sredstva treba imeti rešeno lastništvo. In cesta Fašnik nima lastništva, mi smo jo zato umaknili iz tega načrta in bomo naredili iz drugih verov. To sem tudi na odboru povedal, tako da na odboru sem to povedal. Samo je treba vse še pred televizijo še enkrat začeti razpravo. Teda to sem že seznanjen. Skratka, sredstev, ki smo ji rekli, da je bomo naredili Fašnik govor, bomo sigurno delali letos. To sem tudi povedal tistim občanom, ki ste zdaj pravimo. To se pravi, da občani, je pa res narodno napisano občani, ampak je bilo, naslednji stavek pa je zaradi lastništva. Tako da ni samo odgovor v tem, zakaj, da ste občani to rekli, ampak jasno, da smo vsi občani. Predlog je ta, da bomo cesto naredili z sredstvi 21. člena, ki jih moramo poročati Republiki Sloveniji, drugo cesto, ki je lastniško rešeno, to del odsek ceste bomo pa naredili z drugih sredstev, z rednega vzdrževanja in še mogoče kaj drugega. Pa zelo bi bil zadovoljen, če bi imel župan 50.000 evrov, tada gospod Bernarda Mandres v proračunu. To je bila čisto bosa, ne, da jaz tebi ne zamerim skratka, ker je bilo ne, ampak župan nima dobenih sredstev. Imamo rezervni sklad, ki je 50.000 evrov, se pravi občinski svet, pa vse predloge, ki jih zdaj mi to naredimo, ki jih če vam predlaga, jih vi potrdite. Tako da jaz nimam dobenega denarja, taki neki naložene. Tako da bom pa vsekakor ta predlog, ki si ga dala v zvezi z to cesto, ko sem povedal, tudi rezervni. Mislim, da tudi si ti vprašala na odboru, sem tudi nekaj že povedal, da bomo to naredil. Prav je, da smo dali tudi tu. Dobro, to je bilo vse. Hvala lepa. Gospod Fras, replika, ne? Govoril sem o 78. členu zadnjem odstavku. Pred pričetkom druge obravnave mora predlagatelj pripraviti novo besedilo, kar je tudi predstavil. Pri čemer na primeren način upošteva stališča in predloge iz prve obravnave oziroma jih utemeljeno zavrne. Torej, naši predlogi, ki so bili tukaj podani vsaj z moje strani, šlo še za kolesarsko pot, za katero je bilo obljubljeno, in pa še drugi predlogi, ki so bili podani, ni bilo dobenega odgovora. Ni bilo utemeljeno zavrnjeno, ampak je ostalo v zraku. Torej, za to se gre. Doben ni v roke dobil iz prvega branja, kaj smo tukaj razpravljali in kaj je bilo zavrnjeno, oziroma bilo je pa nekaj seveda upoštevano. Tam pa piše v sami tabeli. Zakaj je bilo zavrnjeno? Iz kakih razlogov je bilo zavrnjeno? Tega pa nikjer ne piše. Hvala lepa. Prosim, direktorco, govorimo o 78. členu. Še enkrat bom povedala in zaključim. 78. člen nalaga, da spremenimo besedilo odloka in o tem na primeren način seznanimo. Dobili ste en teden pred današnjim datumom te seje gradivo, v katerem je bilo jasno, kateri teksti so spremenjeni. 15. je bil popoldne ob 3:45, prejšnji četrtek ste poslali amandmaje in danes na seji tega občinskega sveta smo jasno in glasno povedali, da ste jih poslali pravočasno, ker predlagatelj amandmajev ni upošteval uravnoteženosti
proračuna z predlogi, so po 92. členu možni odločitev župana in dolžni je to narediti, da ne grejo v razpravo in odločanje. In jaz mislim, da smo dobesedno vsa pravila našega poslovnika izpolnili. Eno smo povedali en teden prej, danes smo pa povedali, zakaj vaši amandmaji pač niso na obravnavi. Hvala. Razprava je še vedno odprta, prosim. Tema je odlok o proračunu občine Selnica ob Dravi. Ni kdo slučajno pozabil, da ne je poslovnik, ki je sprejemal. Kolega, ki je govoril pred mano, v bistvu njegov gnev razumem, ne? Ne razumem pa tega, da mu je bilo natančno pojasnjeno, da se materialni del sploh ne more obravnavati, če ne obstajajo formalne predpostavke. Torej, če amandmaja ni prijavil na takšen način, kot določa poslovnik, oziroma njegova vsebina ni takšna, se ga ne obravnava. In tu žal velja temeljno pravilo prava. Ignorantium juris nocet. Nepoznavanje pravnih pravil škoduje v korist tistega, ki izgubi. Teda mislim, da bi bilo dovolj, da se na tej temi nehamo prepirati o tem. Hvala. Razprava na proračun je še vedno odprta. Vekolikor razpravljavcev ni več, razpravo zapiram in prihajam k stavitvi predloga sklepa. In sicer Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme odlok o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2018 v drugi obravnavi. Bo kdo izkoristil obrazložitev glasu? Vekolikor, prosim. Najprej moram povedati našemu pravniku, da jaz nisem govoril o amandmajih, ampak sem bil o predlogih prvega branja. V prvem branju smo razpravljali proračun prvega branja. Ja, imam v 3 minutah imam jaz možnost, da jaz obrazložim razlog, zakaj. Ne? Skratka, vi ste meni pa govorili, da sem jaz govoril o amandmajih, kar sploh ne drži. Tisto smo zaključili, jaz samo govorim, da mi je bilo, ja, gledajte, da mi je bilo ja, gledajte, zdaj pa te molim, mama mi. Da mi ni bilo pojasnjeno iz strani predlagatelja proračuna. Predlagatelj je tisto, kar smo v prvem branju predlagali. O tem sem govoril. Ker pa je proračun taki, kakršne je lahko sprejemljiv za tiste, kateri pač smatrajo, da je razvojno naravnan, da je primeren za občane, da je skladen. Skratka, jaz takega proračuna zagotovo ne bom podprl. V prvem branju sem ga podprl zato, da bodo lahko predlogi, kateri se predlagali ali pa podali predloge, da bodo lahko korektno obravnavani in pa tudi korektno tudi pojasnjeni, zakaj so bili zavrnjeni. Ker pa teh zavrnitve nikjer nisem videl, utemeljene sem pač moral vložiti tiste amandmaje, ki sem pač prej predstavil oziroma prej predlagal. Skratka, tega proračuna svetniška skupina SDS pač ne bo podprla. Hvala lepa. Hvala. Možnost obrazložitve glasu, prosim. Jaz se opravičujem, ne bi rad zavlačeval, ampak že prej sem se mislil oglasiti proceduralno, zdaj pa ne, zdaj bi pa pri obrazložitvi glasu povedal, da bom glasoval za ta proračun, predvsem zato, ker mi je vsebinsko sprejemljiv. Drugič pa je bil tudi primerno obrazložen med fazo prvo in drugo. Predvsem pa zato, ker upošteva načela 91. do 96. člena poslovnika našega novega. In danes, če govorimo o čem, govorimo o amandmajih in o ničem drugem. Tudi pri razpravi kolegice sem se prej spraševal, ali je to v nekem smislu, da so to amandmaje, ali je to samo razprava.
Splošna razprava je bila opravljena v prvem branju, to vemo, kako izgleda. Še enkrat pa poudarjam, danes se moramo držati določil 91. do 96. člena poslovnika novega in ker ocena moja je, da se je župan in občinska uprava držala tega, bom glasoval za. Hvala lepa. Prosim. Glasovala bom za sprejetje proračuna naše občine in predvsem zato, ker so bili upoštevani čisto vsi predlogi podani v prvi obravnavi. Niti en sam predlog ni bil zavrnjen. Res, da niso bili morda v višini taki, kot bi si predlagatelji želeli, ampak čisto vsak predlog je bil pozitivno obravnavan, nobeden ni bil zavrnjen, tako da je bilo res doseženo popolno soglasje in zato tudi podpiram tak proračun in glasovala za. Hvala lepa. Vekolikor ni več obrazložitve glasu, prihajamo k potrditvi, bom še enkrat prebral predlagan sklep. Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme odlok o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2018 v drugi obravnavi. Kdor je za takšen sklep? Od 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 za. Kdor je proti? 2 sta proti. Kdo je vzdržan? En je vzdržan. Oziroma ni glasoval. Hvala lepa. Končujemo 7. točko.